Prav, pa se poglobimo. Ko pomislimo na Apple, kaj nam pride na misel? Verjetno ne samo še eno podjetje, kaj ne? Ne, tukaj govorimo o pravi vizionarski sili, o nekom, ki ne samo da ne sledi trendom, ampak jih dobesedno ustvarja in s tem aktivno kleše naš tehnološki svet. In to je v bistvu ključna misel, ki jo bomo danes raziskali, ker res ne gre samo za izdelke, ki jih držimo v rokah, gre za celotno filozofijo. To je zgodba, ki se vleče vse od prvega iPhona pa tja do današnjih neverjetnih čipov in celo prostorskega računalništva. Torej, postavi se vprašanje, kakšen je njihov skrivni načrt za uspeh? Mislim, kako jim vedno znova uspe, da ko rečemo premium ali futuristično, najprej pomislimo prav nanje. V redu, začnemo pri temeljih. In temelj vsega je njihov brezhibni ekosistem. To je res tista prva, morda najpomembnejša plast celotne zgodbe. In to ni samo besedna igra. Poglejte, ne gre za to, da prodajajo posamezne naprave, ne. Gre za celotno simfonijo. Simfonijo, kjer iPhone, Mac, ura, iPad, vsi ti instrumenti igrajo skupaj v popolni, ampak res popolni harmoniji. To je filozofija, ki jo je mimogrede vtisnil že sam Steve Jobs. In poglejte, to niso samo neke prazne marketinške fraze. Govorimo o resničnih stvareh. Recimo, handoff. Začnete pisati mail na iPhonu, medtem ko čakate na kavo in ga potem samo odprete in dokončate na Macu. Ali pa AirDrop, pošiljanje ogromnih videodototek v nekaj sekundah, brez kablov, brez oblaka, kar tako. In continuity, zvoni telefon, pa se lahko oglasite na prinosniku. To so tiste male čarovnije, res. Dajo občutek, da naprave med seboj komunicirajo skoraj, telepatsko. Dobro, ampak pojdimo globlje. Kaj pa se skriva pod to brezhibno zunanjostjo? Kaj poganja vso to magijo? No, tukaj pridemo do pravega srca Appleove prevlade. Do njihovih lastnih čipov. To je motor, ki poganja čisto vse. In če pogledamo to časovnico, je naravnost nora. Leta 2020 pride M1 in dobesedno šokira celotno industrijo. Nato pa bum. M2, M3 z ray tracingom za grafiko, ki je videti kot v filmu, pa M4 zgrajen za umetno inteligenco in zdaj M5, ki to AI pospeševanje vgradi v vsako posamezno jedro. To ni samo napredek, to je eksponentna rast moči. In ta prehod, to ni bila evolucija, to je bila čista revolucija. Spomnimo se preteklosti, vroči prenosniki, ventilatorji, ki so tulili, baterija, ki je umrla po nekaj urah, in danes hladni, popolnoma tihi stroji, ki zdržijo cel dan. Ključna skrivnost? Enotna pomnilniška arhitektura. Predstavljajte si, da procesor in grafika ne potrebujeta več ločenih bazenov s podatki, ampak si delita enega ogromnega. To pomeni, da ni več čakanja, ni ozkih grl, samo bliskovita hitrost tudi pri najbolj norih opravilih. In če bi morali vse to strniti v eno samo udarno številko, bi bila to 22 ur. 22 ur. Toliko lahko zdrži baterija na MacBooku. Ampak to ni samo številka, kaj ne? To je svoboda. Svoboda, da se dela kjerkoli, kadarkoli, brez nenehnega iskanja vtičnice. To je tista resnična, otipljiva prednost te njihove silicijeve revolucije. V redu, imamo torej ekosistem in imamo surovo moč. Ampak kaj je moč brez prave oblike? In s tem se premikamo od notranjosti k zunanjosti. Appleova oblikovarska filozofija namreč ni samo estetika. Oh ne, to je izjava. Izjava, ki odmeva po celotni tehnološki industriji. To je zapuščina legendarnega Johnnyja Iva. Njegova filozofija? Minimalizem. Ampak ne prazen minimalizem, tisti, kjer je vsak, ampak res vsak element premišljen do zadnje podrobnosti. Vrhunski materiali, aluminij, steklo, zdaj titan in tista slavna brezšivna konstrukcija brez enega samega vidnega vijaka. Daje občutek, kot da naprava ni sestavljena, ampak izklesana iz enega kosa materiala. To je tisto, kar ustvarja neprimerljiv občutek prefinjenosti. In tukaj se lepo vidi, kako Apple postavlja trende. Se spomnite zareze oziroma noča na iPhonu X? Najprej je bil posmeh. Potem ga je kopiral cel svet, na čelu z Googlom. Dynamic Island? Puf, Samsung je bil kmalu nekaj zelo podobnega. Kakovost izdelave MacBookov? Množica klonov. Apple potegne potezo, preostale industrije pa, slediva njegovi senci.
In tako smo prišli do samega vrha piramide. Osnova je ekosistem, nad njim je surova moč silicija. Vse to je zavito v vrhunski dizajn, ampak manjka še tista pika na i. Tista zadnja, skoraj mistična sestavina, ki vse skupaj poveže. In to je tisti neoprijemljivi premium občutek. Tega ne boste našli na nobenem listu s specifikacijami. To se ne meri v gigahercih ali megapikslih. To je čustvo, občutek. Tista prva sekunda, ko napravo primete v roke in veste, to je nekaj posebnega. To je skupek tisočerih drobnih, premišljenih podrobnosti. Samo pomislite, tisti hladen dotik aluminija. Takoj daje občutek trdnosti, preciznosti. Ali pa zaslon, tista neverjetna gladkost, ko prst drsi po njem, kot da bi drsel po olju. Vsak dotik, vsak premik, odziv je takojšen, popoln. In potem je tu še haptika. To ni navadno brnenje. To so tiste neverjetno natančne vibracije, ki popolnoma pretentajo naše prste, da mislijo, da so pritisnili na pravi fizični gumb. Vsak od teh detajlov prispeva k tej res edinstveni izkušnji. Torej, da povzamemo, ta premium občutek ni samo ena stvar, je vrhunec vsega, je sinergija popolnega dizajna, vrhunskih materialov, neverjetne zmogljivosti in brezšivnega ekosistema, je Appleova tiha obljuba kakovosti in zanesljivosti in je tista čustvena vez, zaradi katere ljudje ostajajo zvesti znamki. Dobro, ampak kam gremo od tu naprej? Kaj vse to pomeni za prihodnost? No, eno je gotovo. Z vsemi temi trdnimi stebri Apple zagotovo ne počiva na lovorikah. Nasprotno, zdi se, da še bolj zavzeto gradi našo digitalno prihodnost. Torej, ti stebri, o katerih smo govorili, ekosistem, lastni čipi in pionirsko oblikovanje so temelj. In na tem temelju Apple zdaj gradi naslednje nadstropje. To so nove meje, umetna inteligenca z Apple Intelligence in popolnoma nov svet prostorskega računalništva z Vision Pro. In s tem nekako zaokrožujemo celotno sliko, medtem ko se drugi zdijo, da so v nenehni tekmi, da bi ujeli trende, ki jih je postavil Apple, ta ostaja neverjetno osredotočen na svojo lastno, jasno vizijo. In kot pravi misel izvira, v svetu, ki je poln kopij, je original preprosto nepremagavljiv. Za konec pa še vprašanje, ki naj ostane za razmislek. Če je Apple res eden od glavnih arhitektov naše digitalne dobe, kakšno prihodnost pravzaprav gradimo vsi skupaj? In ko te tehnologije postajajo vse bolj neločljiv del našega življenja, kako bodo na koncu dneva spremenile način, kako živimo, delamo in morda najpomembneje, kako komuniciramo drug z drugim?